Baba in kolosalna balkanska fikcija je projekt, ki je nastajal v času mojega spoznavanja endemskega pojava z Balkanskega polotoka, in sicer žensk zapriseženih devic, ki se torej zavežejo deviškosti, prevzemajo moško identiteto, nosijo moška oblačila, sprejemajo moška imena, opravljajo moška opravila, kadijo, pijejo, guslajo in so seveda zato tudi sprejete v moško družbo. Cilj je bilo ustvariti glasbeno-scenski projekt oziroma opero, ki bo najbrž izvedena predvidoma drugo leto. Skozi to raziskovanje se je kasneje k temu pridružilo še raziskovanje glasbene dejavnosti Virgin in s tem tudi guslarstva, te še zmeraj žive oblike homerske epike. In vsa ta fascinacija nad podobami, zgodbami je bila osnova za nastanek najprej besedila za skladbe, kasneje za scenarija glasbeno-gledališke predstave in pozneje so pa ta besedila prerasla v knjigo. Baba pripoveduje o prostorih, ki se na nek način upogibajo pod plodovi romantične domišljije zahodnjaka, Burneša, Virgina, Tobelija, Muškarača, Slepica, Stana, Medi, vsi ti liki živijo na območju, o katerem danes govorimo kot o Balkanu. Seveda pa se potem besedilo knjige usmeri še v druge stvari, skrene k Adamovem rebru in se začne ukvarjati z idejo devištva, kot se pač človeštvo že z njim ukvarja skozi stoletja. In seveda vemo, da edina stvar, ki je zares vredna v tem ukvarjanju, je, da je pomen, ki ga devištvu dajemo, tisti pomen, ki mu ga pripisujemo mi sami. V bistvu pa knjiga govori o drugosti, o tem, kako je izgubiti jezik svojega telesa, ki ga pravzaprav nisi nikoli obvladala, torej becoming man oziroma postajati moški, in seveda tudi o postajanju, v katerem to pravzaprav nikoli ne postaneš. Zato je v bistvu Baba tudi neka prav boleča molekula preizpraševanja identitetne politike, te neke skrivnostne in predvsem tudi problematične komodifikacije spolov. Baba ima več delov, in sicer jedro vsega je kolosalna balkanska fikcija, ki je portretna zbirka zapriseženih devic, Virgin, in se nekako vzpostavljajo kot nenavadno ogledalo položaja žensk v sodobni družbi. Kolosalna balkanska fikcija ni resnica, a bi to lahko bila. Ta del knjige je tudi posnet kot zvočna knjiga, ki se jo lahko posluša preko digitalne platforme Audiobook, na voljo pa bo seveda tudi v izposoji v knjižnicah. Pripovedovalka teh zvočnih knjig je Minca Lorenci, nastale so pa v produkciji Karmine Slovenike. Flora si je pogosto predstavljala samo sebe, kako se vkrcava na vlak in potuje nazaj. Z dolgim korakom bi se povzpela na visoko železno stopnico, se močno oprijela držaja ter se z vso silo potegnila v vagon. Časi so se spremenili. Leta nazaj je vedela, kam mora iti. To je bilo pridružiti se boju proti okupatorju. Takrat so ji povedali, da bo to težka preizkušnja in da se morda nikoli več ne vrne. Nato je spet vedela, kam naj odide. Mora odtod, v tujino. Bila je bitke in preživela. A v trenutku, ko se je v mislih potegnila na železno stopnico temnosivega vagona, je Flora vedno znova ugotovila, da nima več kam. Brez predhodnega svarila se ji je prostor, kamor naj bi se sedaj vrnila, izmaknil in ni ga več bilo. Ni več prostora, kamor bi odšla, kamor bi se vrnila. Družinska hiša še vedno stoji.
Tudi njena sestra še vedno živi tam. Enkrat ali dvakrat letno si izmenjata razglednico, a ni ničesar več, o čemer bi Flora želela govoriti s sestro. Prejeti razglednico v njej ne zbudi nobenih nostalgičnih občutij. Kar sestra vidi v njej, je Flora, ki je odšla in jih zapustila in jim sedaj ni več potrebna. Pot v domači kraj bi bila zanjo prazna in pusta. Zanjo tam ni ničesar, kar bi si želela, ničesar, kar bi v njej predramilo prijeten občutek. V prsih ne bi bilo nič topleje ob sestopu iz vagona, kot je sedaj, ko se v mislih z eno roko drži za držalo in se vleče navzgor. Tujina je prostor, kjer bo najbrž končala. To je prostor, kjer je živela mirno in urejeno življenje. Kot tujka je bila nevidna in anonimna, nikomur ni povzročala težav in nihče se ni menil zanjo. A tudi tukaj ni bilo ničesar, čemur bi lahko pripadala. Ne tu in ne tam, doma nima nikogar, ki bi ga lahko štela za tesnega prijatelja. Nihče se ne sprašuje, kako ji gre, kako se je znašla, s čim se bojuje in nad čim zmaguje. Z eno nogo na stopnici vagona, ki pelje nazaj, je Flora ugotovila, da njeno življenje nima nobene teže. Leta so minila, tiho in vztrajno so odtekla in pustila nekaj brazgotin, nekaj uspehov, nekaj žalosti, nekaj sreče. Ničesar prav zares veliko. Pred njo je še del življenja. Še vedno bi lahko potisnila kos prtljage na vlak in se vkrcala. Sedela bi na zibajočem vlaku in skozi okno gledala drvečo pokrajino. Segala bi v vrečko po malico, podrobila nekaj grižljajev in občasno zadremala. Z vsako uro bi ji bilo topleje, ko bi se bližala cilju. Ugotoviti mora le še, kam iti. Drug del Babe je katalog. Katalog je nabor nekih sploščenih hierarhij med intimnim, med dokumentarnim, med zgodbami, spomini in seveda tudi raziskavami. Tako se dotikajo političnega, etničnega, antropologije in se k knjigi Kolosalna balkanska fikcija vzpostavlja soredno, lahko se ga pa bere tudi med poglavji samih zgodb. Del tega projekta Baba pa je tudi v veliki meri usmerjen seveda v glasbeno ustvarjanje. Naročili smo nove skladbe finski skladateljici Telu Turka, ki je napisala en sklop a cappella skladb za ženske glasove, ki jih je izvedla projektna zasedba Koregije novoglasbenega gledališča. In v teh skladbah se liki iz zgodb Kolosalne balkanske fikcije, Slepica, Medi, Stana, pojavijo kot dolgo ujeti in zdaj prebojeni glasovi, kot bi jih priklicali iz preteklosti in oddaleč. In nas skozi glasbo strmijo za svojimi predirljivimi pogledi in kot bi peli z odmrznjenimi glasovi, pripovedujejo oddaljene zgodbe, ki so kot da bi čakale, da pride pravi čas. Tale projekt, ki smo ga poimenovali DERT, je v celoti nastal v času obdobja koronavirusa, sredi teh precej neobvladljivih sil, in vaje zanj so potekale doma, individualno, občasno preko spleta, in izvajalke so s pametnimi telefoni snemale svoja posamezna dela glasove, ki smo jih kasneje speli v
pričajočo CD ploščo. Zato je ta album hkrati tudi res pomemben dokument tega obdobja, neke predanosti, osredotočenosti in hkrati tudi govorijo o posebni moči glasbe in njenega duha. Skratka, so hkrati ob temi Babe tudi močan testament časa, v katerem smo bili v preteklem letu.
Nasplošno je baba na nek način platno, na katerega so projicirane vsebine zavesti naše družbe, njeni strahovi, dvomi, prepričanja, užitki, vprašanja. Skratka, zgodovina in sedanjost, vključno z vedenji in neumnostmi in tudi z željami. Zato se zdi, kot da si te življenjske habituse z junakinjami in habitate seveda z junakinjami delimo v nekem raztegnjenem času, skozi neko izkušnjo, da se po robovih pravzaprav stikamo in tudi prekrivamo, in zato se mi zdi, kot da ustvarjamo neko skrivno zavezo pripadanja, torej pripadanja istim koordinatam nekega balkanskega prostora, včasih pa seveda tudi istim kodom. Zato te portretiranke Stana, Suni, Lindita, Liljana delujejo kot neko vzvratno ogledalo, ki je na nek način blizu in tukaj, hkrati pa daje moč videti daleč in nazaj. Kaktus. Oče je rad rezbaril, imel je talent za izdelavo krožnikov, žlic, skrinj, pladnjev, ptic in košut, vsega, kar se je dalo izrezljati iz lesa. Ko sem bil star okoli 8 let, je izrezljal nekaj nenavadnega. Naredil je luknjico, da je skoznjo potegnil usnjeni pasek. Nato je ta čudni izdelek čvrsto zvezal okoli mojega pasu. Nisem ga smel nikoli sneti, le takrat, ko je prinesel novega, večjega. Bil je penis. V mojih sanjah oče še vedno izrezuje penise in ti postajajo vse večji. Zateguje jih okoli mojih bokov. Včasih sem prepleten z več usnjenimi pasovi. Ko zmanjka prostora okoli pasu, mi pasove zateguje v moje dekliške prsi, režejo me do krvi. Z mene pa na vse strani štrlijo leseni falusi različnih oblik in velikosti. Sem kot kak falusni kaktus. Kaktusna kurčetina. Takrat tekam po dvorišču domačije, okitan in prepleten s temi kurci in kričim: jaz sem Stana, kapitan Stana. Iz lesenih penisov pa na vse strani prši mleko. Pri babi se mi zdi zelo pomembno, da na nek način spomni in spostavi stik s to smrtoholično družbeno ozkoglednostjo, ki pravzaprav obsoja vsak korak in vsako dejanje. In čeprav je junakinjam, če lahko temu rečem, oziroma likom, odpela poslednjo hvalnico z zelo mogočnim besediščem, okitenim in s krasnimi pojmi obdanim besednjakom, kot so tradicija, družina, junaštvo, je pa vendarle ta družba z vsemi temi velikimi besedami skrila veliko mitomanije, mizoginosti, skoraj da primitivizma oziroma nekih perverznosti in laži. In nas pravzaprav zgodbe spomnijo na to, kdo je ustvaril in kdo je tudi pokopal te junakinje Suni in Lindito. Dom mojih staršev, tam, kjer sem bila rojena, nikoli ni smel veljati za moj pravi dom. Bil je začasno bivališče. Kot novorojeno deklico so me umivali v hladni vodi, da ne bo v hiši vroče krvi, da bom mirna in obvladana ženska. Zame je bil to kraj, kjer sem odrasla in se pripravila postati žena. Naša je, dokler je pri nas, jutri se poroči in odide, so rekli, da svoj pravi dom dobim s poroko.
Takrat mi bodo dali piti vina iz kozarca, ki ga bom izpraznjenega vrgla ob tla. Če se razbije, bo moj prvi potomec deček, če ostane cel, bo deklica. V ta pravi dom bom zares vstopila tako, da bom za vso moževo družino pripravila večerjo. In odslej bo tako vsak dan. Delo brez prestanka, po pravilu, hiša leži na ženi in ne na zemlji. Prva bom vstala in zadnja legla. Če bi me kdo videl ležati, bi najbrž mislil, da sem umrla. Pol leta, vsak sleherni večer, bom oprala noge vsem v hiši, najprej dedku, nato tastu, nato tašči, stricu, teti, potem pa še ostalim. In šele ko vsi zaspijo, bom v kuhinji umila stopala še možu. Vendar tako, da tega ne bo nihče videl. To bi bilo sramotno. Morala bom stati med obedom in poljubljati roko staremu gospodarju hiše. V začetku bom imela veliko podporo vseh družinskih članov, sčasoma pa bom postala enakovreden član družine, brez privilegijev in brez kake posebne strpnosti do mojih morebitnih napak. To tudi pomeni, da bom popolnoma pod oblastjo svojega moža. Medtem ko so svatje še kosili, je nevestina mati poklicala mladi par v klet. Tam je ženinu, ob prisotnosti drugih starejših žensk, predala železno palico in rekla: Tu imaš, da jo premlatiš, če ne bo dobra. Morate poslušati. Nato sta nevesta in ženin v kleti pojedla ocvrta jajca, ki jima jih je pripravila mati. Vse to v želji, da bi hčerka poslušala svojega bodočega moža. V kolosalni balkanski fikciji so seveda izmišljene, vendar so poustvarjene iz okruškov resničnih življenj, resničnih raziskav, študij in govorijo o dogodkih, ki se pravzaprav v resnici seveda niso zgodili, in o likih, ki kot takšni niso obstajali, vsaj nedobesedno, vendar so pa tudi hkrati polne legitimnih dejstev, zelo verjetnih vsebin. Cel pogled na te zgodbe, na vsebino, je hkrati tudi neka refleksija mojega odnosa do tega raziskovalnega pristopa antropologiji in vseh drugih ved v okoljih, ki niso zahodne. Torej gre za eno morda tudi kritiko zahodnega pogleda, ki si jemlje prostor in moč, da opisuje, na nek način pogosto tudi apropriira po vzoru teh kuriozitetnih gledališč ali vseh teh fenomenov, ki so se v zgodovini pojavljali, ko so zahodnjaki vstopali v nova, njim neznana polja in se fascinirano lotili analize, opisa fenomenov, hkrati pa tisti portretiranci niso imeli besede, ker pač seveda niso bili enakovredno izobraženi. In podoben fenomen se seveda dogaja tudi za priseženimi devicami. Če pogledamo na razne iskalce, vidimo ogromno dokumentarnih prispevkov, vidimo tudi veliko fotografij, posnetkov, najdemo literaturo znanstvenikov, ki so v te kraje romali iz vseh koncev sveta. Hkrati pa gre vendarle zmeraj bolj ali manj za podoben pogled iz neke na nek način superiorne pozicije zahodnjaka, ki si dopušča, da Virginam postavi neko teorijo, ki je pač seveda lahko bodisi, da so virgine posledica globoke patriarhalne družbe,
ali pa celo obratno temu neki okruški nedavnega matriarhata, vendar pa se mi zdi, da skozi večino študij in raziskav vidimo, da so postavljene virgine v vlogo žrtve, in zdi se mi seveda, da skozi to, kar opazimo, kar so povedale tudi same, so to vlogo večinoma sprejemale tudi skozi prizmo, da so bile na ta način izpolnjene. Seveda, izpolnjene so bile tudi s tem, da so lahko dobile privilegij, ko so z moškimi čevlji stopile v moški svet. In kot pravi ena izmed zgodb, težko je hišiti hiša z ženskim stasom in moškim glasom. Skozi te zgodbe spoznavamo nenazadnje tudi vlogo ženske v sodobni družbi. Dotikamo se steklenega stropa, steklenih lepljivih tal in skratka vseh teh fenomenov, ki jim nismo imuni tudi dandanes. Western people drink coffee, Eastern people drink coffee.